V prenovljenih razstavno-promocijskih prostorih Trškega dvorca pri občini Sevnica je danes potekala novinarska konferenca v pričetku novembra, meseca praznovanja sevniškega občinskega praznika. Vsakoletni uvod v praznovanje občinskega praznika je zajel podroben vpogled v celoletno delo občine Sevnica na vseh področjih, pa tudi načrte prihodnjega leta. Navzočim novinarkam in novinarjem so vsebine podali župan Srečko Ocvirk, podžupan Janez Kukec in direktor občinske uprave Zvone Košmerl. Za nami je še eno leto, ki ga je zaznamovala drugačnost. Kljub temu, da vsakdanje tokove gibanja in srečevanja še vedno močno prilagajamo ukrepom varovanja zdravja, redno delo teče po začrtani poti. Poleg izvajanja vseh zakonskih nalog ter zagotavljanja izvajanja dejavnosti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov je ključna razvojna naravnanost. Občina Sevnica pri tem upošteva merila sorazmernosti, tako krajevne kot vsebinske. Predvsem pa se investicije izvajajo glede na potrebe, ki so v določenem obdobju največje in najbolj izpostavljene. Če je občinski praznik tudi čas za ovrednotenje uspešnosti dela, lahko temu pritrdim. Kot lokalna skupnost smo se v preteklem in tekočem letu usposobili živeti z epidemijo oziroma s temi posebnimi razmerami. Zato vse aktivnosti ves čas v glavnem tečejo skladno z načrti. Občinam je pri delu velika spodbuda naklonjenost vlade v delu razbremenitve stroškov in na področju investicijskih virov. Evropski projekti se izvajajo v naši občini kar trije. Veliki. Med njimi nov nadvoz v sevniško poslovno cono, gradnjo kanalizacijskega omrežja in hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov. Obnovili smo več odsekov cest, vlagali v komunalno infrastrukturo in v parkirišča. Težišče investicij je bilo tudi na področju družbenih dejavnosti. S prizidkom vrtca Ciciban Sevnica zaživel je vrtec Panorama v Boštanju, obnovljena je zunanjost glasbene šole. Veliko je število urejenih zunanjih športnih površin. Vlagamo v javne objekte s posebnim čutom in skrbjo, skupaj s komunalo urejamo tudi javne površine. Ne le investicije. Izjemno pomembno je tekoče delo za zagotavljanje pogojev, da lahko normalno in kakovostno deluje vseh 13 javnih zavodov, šol, vrtcev, knjižnice in drugih. Pa proaktivno prostorsko načrtovanje, vzpodbujanje gospodarstva, kmetijstva, turizma in društvenih dejavnosti. Res je, tudi letošnji občinski praznik še ni tak, kot bi si ga želeli, vendar je tukaj in nam prinaša veliko razlogov za zadovoljstvo. Zaradi ukrepov varovanja zdravja se vsi močno zavedamo odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega. Organizacija vseh vsebin v okviru praznika bo zato potekala skladno z epidemiološkimi ukrepi. Zato vabljeni k spremljanju občinske spletne strani in družbenih omrežij, kjer bomo skrbeli za svež pretok informacij.